Lepo pozdravljeni. In ja, v tednu polne čustvenosti smo. Včeraj je bil mednarodni dan sreče, danes je svetovni dan poezije in seveda tudi te raznolikosti v prisnosti, ki jo lahko izrazijo tudi različni zokančki. Torej, mednarodni dan Downovega sindroma. V knjižnici smo in saj veste, tako kot je gospod povedal, če si 20 let in nekaj knjižničar, ena največjih knjižnic, in potem prideš nekam drugam, torej na drugo stran, tudi Trojan, postaneš del enega drugega sistema in prideš na oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete, še vedno prineseš s seboj tisto, kar je bistvo vsega, in to so knjige. In ker smo v knjižnici, bomo danes tudi malo brali. In začeli bomo tam, kjer iščemo včasih pravi izraz. Predavateljica pred menoj, gospa Barbara, je rekla, kako ji je bilo, ko je razmišljala o tem, če bo gospa Tilka dolgočasna. No, ne ena, ne druga nista bile dolgočasni in sta na trosli kar precej izzivov pred menoj, ampak obe sta se dotaknili knjig, ki so tukaj izbrane in skozi katere želim z vami podeliti razmišljanje o nečem, kar imenujemo čustvena pismenost. In poznamo toliko pismenosti, da jaz nisem niti več trznila, ko sem pred 3 tedni na enem roditeljskem sestanku slišala, da otroci v šoli v naravi spoznajo tudi plavalno pismenost. Seveda, ker pismenost pomeni, da se učimo o različnih stvareh, torej učiti se. In kaj pomeni čustvena pismenost? Spoznati čustva, spoznati tista čustva, ki se v nas prebujajo, ki jih prepoznamo lahko potem pri drugih, ki jih podelimo z drugimi, ki nas premikajo. Ker kakorkoli obrnemo, ljudje smo čustvena bitja. In prav čustva so tista, ki nas peljejo od tega, da nam je vseeno, pa do tega, da nam je mar. In ja, če se gospa Barbara vprašala, zakaj brati leposlovje? Zato, ker leposlovje prinaša tiste zgodbe, ki lahko vodijo in praviloma res vodijo tudi do znanja. In knjiga, ki je bila danes že omenjena, 130 utripov na minuto, ima tak zanimiv odlomek. No, še toliko pokažem, kako beremo knjižničarji knjige, tako da jih označimo s pingvinčki. V trebuhu me čudno ščemi. Kot da se mi je v njem zameštrala volnena klopka, prsti pa jo skušajo razvozlati. Ovijaj, vleci, popusti, zavrti. Kako se zdaj počutiš? Vpraša ena od medicinskih sester. Tega o volneni klopki seveda ne izdam. Pogosto pa sem slišala izraz notranji nemir. Zato pač povem, da me daje ta nemir. To je dobra razlaga, reče. A da je? Veliko lažje pa to razložimo, če poznamo pravi izraz, reče. Glava me boli, v trebuhu me zvija in take stvari. Prikimam. Marsikdo od naših mladih, ki trpijo za stresom in tesnobo, sploh ne zna povedati, kaj ga tare. Ja, kakorkoli obrnemo, se v knjižnici najpogosteje dogaja nekaj, kar je na prvi pogled zelo enostavno. Pogovor med knjižničarjem in bralcem, včasih tudi nebralcem. A ta zelo enostavna, na prvi pogled enostavna zadeva, akcija, je temelj tega, kar knjižničarji počnemo. Posredujemo, priporočamo in strokovno to imenujemo referenčni pogovor, referenčni intervju. In veste, da je to ena izmed najbolj raziskanih vsebin bibliotekarske znanosti. Kakšne so zakonitosti tega pogovora? Kdo sodeluje? Ali je to dialog? Ali je to partnerstvo? Ali je to obojestranska interakcija? In
če vemo, da izraz čustvena pismenost naslednjo leto praznuje 70. rojstni dan, vemo, da je to zelo mlada veda, zelo mlado razmišljanje, ki umika tisto neko splošno premišljanje, da se čustva kar pojavijo, ali pa da čustva lahko izklopimo in da čustva v nek odnos ne nosimo zraven. Čustva so gibalo tudi tega, kar se dogaja v tem vsakodnevnem, večkrat ponovljenem procesu med knjižničarjem na eni strani in uporabnikom na drugi strani. In ko so delali prve raziskave o tem, kako ta pogovor poteka, je bila vsa pozornost na knjižničarju. Kako on to sprejema, katere informacije potrebuje, na kakšen način posreduje, na kakšen način najde te informacije za uporabnika. V zadnjih 30-40 letih se je težišče v teh raziskavah popolnoma premaknilo na stran uporabnika in tudi na stran čustev. Ugotovitve so namreč takšne, da če uporabnik knjižničarjev odnos dojema kot spoštljiv, kot njemu namenjen, bo šel zadovoljen iz knjižnice, tudi če ne bo dobil prave knjige. Ampak kakšen je ta pogovor? Mogoče si ga lahko prikličemo v spomin ali pa vse malo primerjamo s tem, kako poteka pogovor tudi med glavno junakinjo tega romana 130 utripov na minuto in psihiatrom. Ko stopim v sobo, Botok sedi pod tisto sliko z ustnicami in zeleno črtico med zobmi. Reče: povej, kako kaj? Razlagam mu samo o Jillian Brown, da je ležala v posteli z mojimi rdečimi uhančki, ki so v soncu spominjali na vrtnice. Potem pa še, da je težko reči, kako se bo na njeno smrt odzvala Viki. Še Bianko, ki jo pozna kot lasten žep, včasih preseneti. Kadar je v stresu ali je razdražena, govori čisto zbegano. Začne denimo s tem, kako je med porodom dobivala premalo kisika, nadaljuje pa z vremensko napovedjo. Ampak od mene ni nikoli zbežala, dodam. Bianka je totalno zmedena. Gospod Botok prikima. Kam pa mislite, da je zbežala? Vprašam. K Ludviku? Ne, po mojem ne gre za tako razmerje, reče. Prej nekam, kjer bo našla tolažbo in mir. K stricu Mogensu? Mogoče, ampak vremenske napovedi, danski radio? Zasmeji se in odkima. Še 2 stvari komaj poveže. Pokopališče? Jo pokopališča navdušujejo? Ne, sploh ne. Mogoče v kakšno hobi trgovino? Predlagam. Perlice, uhančki? Kar nadaljuj. Pomisli na njen značaj. Kaj jo tare, v kaj jo srka, reče. In nenadoma vem. Vem 110%. Torej, gospa Barbara je prej rekla, da lahko en odstavek ali pa en stavek v knjigi spremeni ali pa navdihne. In če rečem, da v ta pogovor med knjižničarjem in uporabnikom vnesemo čustva in iščemo tisto odgovor na najzahtevnejše vprašanje, ki ga knjižničarji kdaj slišimo, in to je, a mi lahko daste kakšno dobro knjigo, pomeni, da potrebujemo vpogled v to, kaj nekoga tare, kaj ga srka, kaj ga premika, kaj ga zanima in kaj ga pelje naprej. In zato je to na videz tako enostavno in tako lahko vprašanje. Lahko dobim eno dobro knjigo, v bistvu najtežje vprašanje, s katerim se knjižničarji in knjižničarke srečujemo. In ta odgovor se lahko naspelje tudi preko čustev. In ta čustva seveda pomeni, da jih odkrivamo, da si vzamemo malo več časa, čeprav časa ni nikoli dovolj. In hkrati pokaže tudi to, da je ta odnos med knjižničarko na eni strani in bralcem na drugi strani en proces, kjer je nujno, da knjižničarji dobimo nazaj povratno informacijo. Bralni namigi, priporočila, bralne spodbude so v bistvu najzahtevnejša in najtežja vprašanja na področju teh referenčnih informacij.
Zato, ker rabimo ta feedback, da ugotovimo, kaj je tista dobra knjiga, kaj je tisto, kar nekoga nagovarja, ga spodbuja in ali smo ga prav razumeli, ali smo prav ujeli to njegovo čustvovanje. In ja, tukaj so pred menoj 4 knjige na eni strani in 1 knjiga na drugi strani. Ena je strokovna, emocije, ker so opisana skozi znanstveni in strokovni jezik čustva, kako jih vidimo, kako jih dojemajo, kaj nam pomenijo. In v bistvu lahko pridemo do tega, da kakšna knjiga odpre kaj drugega. In tako skozi 4 leposlovne knjige se bom poskušala dotakniti, oziroma 4 odlomke v leposlovnih knjigah, tistih čustev, o katerih včasih težko spregovorimo ali pa jih ne prepoznamo. Pa če jih prepoznamo, včasih ne znamo spregovoriti. In tukaj je tisto bistvo literature in leposlovja, ko lahko nekomu ponudimo knjigo, pa potem nadaljujemo na osnovi tega pogovor, ker težko je govoriti o sebi, težko je govoriti o svojih čustvih, če jih ne poznamo. In leposlovje nam prinaša tudi vse tiste opise čustev, ko je morda lažje. In tako danes smo že slišali, lažje je govoriti o nekom drugem, lažje je govoriti skozi junaka, ki ga spremljamo. In naslednja knjiga, ki jo imam, je Kamnita družina. In ja, zanimiv opis tudi tega, kar rečemo in kar imenujemo žalost. In če si preberem in če z vami podelim, ker sem rekla, da bom brala tudi tole, tukaj opis, kaj je žalost, in potem opis iz literarnega dela, kaj je žalost in kako lahko razumemo žalost, in potem se prsti zataknejo za liste in ne gre tako lepo, kot bi moglo iti. In definicija žalosti je: oseba občuti žalost tedaj, ko oceni, da dokončno izgublja nekaj, kar je zanjo pomembno in na kar je čustveno navezana. In če se vrnem k Kamniti družini, in spet prsti nagajajo in listki tudi. Čas se je ustavil. Simona ni vedela, ali je dan ali večer. Ležala je v postelji in jokala. Očka je prinesel sendvič in kakav, a jih ni hotela. Dal jih bom na pisalno mizo, je rekel očka, če jih boš pozneje. K njej je prišla Marija in se ulegla poleg nje. Simona jo je objela okrog vratu. Hočem jo nazaj, je jokala, zdaj. Marija je objela Simono. Močno, močno. Tako močno, kot te lahko po Simoninem mnenju samo starejša sestra. Ne razumem, kako je lahko kar tako umrla, je rekla Simona s sklipajočim glasom. Ko sem šla, je bila še živa. Bila je v dvigalu. Marija se je obrnila na hrbet. Simonina glava je pristala na njeni roki. Zdravniki so rekli, da je dobila strdek, je rekla. Pljučih. Kakšen strdek, je vprašala Simona. K krvi lahko nastane strdek, ki zamaši žilo, je rekla Marija. Posebej, ko je človek tako star in bolan, kot je bila babica. Simona je začela še bolj hlipati. Ampak prav zato gre. Babica ni bila tako bolna. Marija se je vzdignila in naslonila na eno roko. Resno je pogledala Simono. Ja, Simona, babica je bila zelo bolna. Ampak zakaj nam tega ni povedala, da bi se lahko na to pripravili? Od dolgega jokanja so Simono pekle oči. A to ni bilo pomembno. Z rokami si je obrisala solze. Marija je nagubala čelo. Mislim, da je naredila tako, kot je sama hotela. Simona se je tako začudila, da je nehala jokati. Kako to misliš, je vprašala. Mislim, da je vedela, kako bolna je. In saj veš, kakšna je bila. Sovražila je bolezen. Pomisli, kaj, če bi morala še naprej hoditi v bolnico? Večkrat na teden. Kaj, če bi tako zbolela, da ne bi mogla več živeti doma? In ne bi mogla več skrbeti zase? Simona je stresla z glavo. Kaj je to sploh važno, je rekla. Sej tukaj bi bila. Zdaj ni več. Marija za nekaj trenutkov ostala brez besed.
Zdaj je tudi ona jokala. Seveda lahko imaš svoje mnenje, je rekla. O tem, da ni pomembno, kako bolna je bila babica. To, da tu je šlo zanjo, ne zate in ne zame. Babica je hotela biti zdrava. Ali sploh ne živeti. Mari se je nasmehnila Simoni. Pomisli, je rekla. Cel teden si preživela z njo, a ni to čudovito? Njen čisto zadnji teden, ki ga je namenila tebi. Seveda, takšen opis najdemo samo, če knjigo preberemo. In takšen opis lahko ugotovimo samo, če s knjigo spremljamo skozi vso zgodbo in najdemo v njej tiste čustvene dimenzije, ki tudi nas nagovarjajo. Zato je branje tista osnovna metoda dela vseh knjižničarjev in knjižničark, ki delajo na tem področju, da spodbujajo, motivirajo, prepričujejo, pa manj prepričujejo, bolj deluje, ker vemo, ne misli na slona in potem zadeva deluje. In če rečemo ne brati, morda berejo. Ampak tukaj ni toliko vprašanje brati ali ne brati, ali tekmovati za zasloni ali ne tekmovati za zasloni. Bolj je vprašanje v tem, ali odkrijemo tisto, kar nekoga posrka in kar ga premakne. In naslednja knjiga, ki je na mojem kupčku in je vezana na čustvo strahu, panike in groze, je Jaš čebela. Ampak, če bi jaz to knjigo brala samo zato, ker je napisano, da je to znanstvena fantastika, je nikoli ne bi brala, ker znanstvene fantastike ne berem. Ker je pa noter deklica, ki je pojem poguma, vztrajnosti, upanja in optimizma. In so to čustva, ki jih iščem v knjigi in ki sem vesela, da lahko na nje opozorim tudi druge. Je ta knjiga ena ljubših mojih in verjetno, če bi jo zbrala jaz, bi bila glavna junakinja Špela, ker poznam kar nekaj takšnih Špel. In tisto, kar se odpre pri tem čustvu, je tudi tista zadnja stopnja čustvene pismenosti, empatija, kjer se znamo vživeti v drugega in ga prepoznati v tistem svojem razmišljanju. In ko ta deklica se opravičujem, sreča deklico Esmeraldo, se zgodi nekaj nenavadnega. In upanje premaga strah. Šepnem, pogumna si kot čebela. Esmeralda me pogleda, pokima in pogoltne. Pomaknem se čez sedež proti Jonagoldu, ki čaka in drži vrata, ter izstopim. Esmeralda mi sledi do konca sedeža, nato pa iz avta pomoli le konico čevlja, z roko v moji. Drugo roko ji dvignem s sedeža. Čebela si, Es, najbolj pogumna na svetu si. Pogleda me in iztegne vrat. Ramena spusti, konico prstov položi na cesto. Zdrsne iz avta in se postavi tako zravnano, da je višja od mene. Toda njene spolzke in prepotene dlani me stiskajo, kot da bi mi želela zlomiti prste. Gospodična Pascual, pohitite ali pa boste zamudili. Starejša ženska, vsa oblečena v temno modro barvo, drži vrata v stavbo odprta. Pogumna kot čebela, Es, šepetam. Izpusti mojo roko, se obrne in kot kraljica odide čez dovoz in po 2 stopnicah do vhodnih vrat. Česa takšnega še nisem videl, se oglasi Jonagold in strese z glavo. Vsako jutro isto. Jaz si ovlečem k vratom, medtem me brca in vrešči. Česa se boji, vprašam. Uličnih roparjev, tatov, ugrabiteljev, ptic, psov, bliskov, grmenja, neba, dežja, pravzaprav vsega zunaj zidov domače hiše. Reče in mi pomigne, naj se vrnem v avto. Ja, premagata strah, premagata marsikaj, najdete upanje in tudi pot domov. Ampak tisto, kar jo premakne, je to, da Esmeralda izve, da mi izve, kaj Esmeraldo premakne, kaj je tisto čustvo, navezanost na babico, in tako ta Jaš čebela postane čist nekaj drugega, kot samo to,
da so čebele pomembne in dajmo paziti na nje, da nam prinašajo življenje in tudi ta pogum te deklice, ki točno ve, kaj je. In v enem trenutku v knjigi je tudi opis, ko hočejo narediti, da ni dovolj pridna, da ne zna nekaj narediti. Ampak v tistem trenutku ona ve, kaj je sposobna, kaj lahko naredi. In ta knjiga, tako kot Kamnita družina in tako kot 130 utripov, in kar sta obe predavateljici pred menoj povedali, ni samo ena zgodba. Najdemo tisto, kar nas nagovarja. In seveda, če želimo bralcu približati tisto, kar njemu odgovarja, torej to vprašanje, dajte mi kakšno dobro knjigo, potrebujemo pogovor, potrebujemo nekaj, da ugotovimo, kar je tisto, kar ga premika. Ja, v knjižnici imamo včasih 2,5 minute časa za enega uporabnika pred seboj. Ampak če je to proces in se štejemo te 2,5 minut na 10 srečanj in če včasih to samo naključen pozdrav med policami, se štejemo, pride nekaj časa skupaj. Drugače pri tistih, ki ne berejo. Tam je pa pomembno, da izhajamo iz te avtentičnosti pri sebi. Da rečemo, ta knjiga me je nagovorila zaradi tega in tega. In to lahko potrdijo tako izkušnje na eni strani, kot tudi znanstvene razprave in raziskave na drugi strani. Vsekakor pa so teme takšne, ki nagovarjajo tudi to, kar je Tilka že omenila. Torej, to nisva mi dva, ker je zgodba o smrti, pa je zgodba tudi o izločitvi, pa prezrtosti. Ampak pridem do poezije na koncu, ker danes je vseeno mednarodni dan oziroma svetovni dan poezije, pa tako je, enkrat mi je nekdo povedal, ali sem celo nekaj prebrala, po moje sem prebrala, da imamo vse te svetovne in mednarodne dneve z enim razlogom, da ne pozabimo na stvari, ki so pomembne in ki jih ne smemo prezreti. In poezija ima tisto moč, da je v kratkih sporočilih največ moči in kratka doza čustev, ker skoraj ni poezije brez čustev. In če včasih ni časa, tudi za mladostnike ali pa odrasle, ker o tem, zakaj kdo bere in kdo koliko bere, bi lahko zelo dolgo govorili, za kakšno pesem, za kakšen vers je vedno čas. In v sobotnem dnevniku, mogla si prav zapomniti, v sobotnem dnevniku je bil objavljen intervju in jaz imam tukaj zdaj na švingelcu, torej plonklistku, napisano izjavo. Bil pa je intervju z gospo Manco Garenko in govori sicer o vlogi medijev, ampak tega medija lahko zamenjamo s knjižničarjem in knjižničarko. In dr. Barbara Pregl je lansko leto vodila en projekt literarnih posrednikov in tudi knjižničarji in knjižničarki smo zelo pomemben člen med temi literarnimi posredniki. In tako pravi gospa Renko v svojem intervjuju. Mnenje je edina stvar, ki je umetna inteligenca ne more proizvesti. Lahko briljira z množico podatkov, ne zna pa se opredeliti. To, da se znamo opredeliti, da si to upamo in se zavedamo odgovornosti tega, da se javno izrazimo, je pravzaprav medijska osnova. In to, da se znamo opredeliti in imeti mnenje o kakovosti knjige, o dobri knjigi, je tudi osnova našega dela. In tudi vsega, kar je povezano s spodbujanjem branja. In nadaljuje tako. Sčasoma razvijamo okus. Vsak otrok ima najraje Dunajc in pomfri in Coca-Colo. Sčasoma pa razvija okus. In tako kot ga razvijamo za hrano, bi ga morali tudi za vsebine. Bralci in bralke so pripravljeni poskusiti več, kot jim mediji pripisujejo. Kar pa seveda ne pomeni, da nam včasih ne zapaše pomfri. Odgovornost medijev pa je, da se zavedajo, da morajo znati ponuditi več kot to. In še to, če ostaneva pri kulinaričnih metaforah. Ni problem v tem, da je brokoli neokusen. Problem je, da ga zna malo ljudi pripraviti tako, da bo slasten. Niso problem medijske vsebine same po sebi. Problem je, kako nam jih servirajo. In če se vrnemo na branje,
pogosto sploh niso problem vsebine, ki jih knjige prenašajo. Problem je, kako jih predstavimo. Ali pa prednost je, kako jih lahko predstavimo. In če sem na eni strani imela zelo strokovno knjigo o čustvih, pa 4 mladinske romane, ki nagovarjajo čustva, imam tukaj še eno, ki je malo večja in praviloma drugačna in skozi poučno, zdaj sem pogledala dr. Tino Bilban in ob njej je meni takoj asociacija na otroške poučne knjige, ker jih tako dobro zna predstaviti in argumentirati in je vsake zelo vesela, ta dobre. Lahko tudi tukaj vidimo, kako pomembno je poznati izraze, da se lahko pogovarjamo o čustvih. Ne? In če imamo z ušesi in usti, z očmi in ušesi, pomeni zelo pazljivo. Zaljubiti se do ušes, zelo se zaljubiti. Priti skozi šivankino uho, narediti nekaj težko uresničljivega. Imeti oslavska ušesa, izkazati se neumen, naviti ušesa, ošteti nekoga. In če gremo še na nos, imeti dober nos, znati predvidevati. Dobiti jih po nosu pomeni biti tepen. Biti še moker pod nosom, še zelo mlad. Ne videti dlje od svojega nosa, ne razumeti širše slike. Kar pomeni, da vse te besede, ki jih nekje dobimo, ki se jih naučimo, nas pripeljejo do tega, da lahko opišemo tudi to, kar čutimo. In brez tega, kar čutimo, se ne znamo približati ne sebi, ne drugim, ne funkcionirati. In če rečemo, da je funkcionalna pismenost tista pismenost, ki nas uči delovati, je čustvena pismenost tista, ki nam pomaga živeti te naše odnose, ki so gibala vsega, tudi branja. In če povzamem vse to v ene 3 misli, kar sem želela danes povedati in podeliti z vami, je to, da najbolj osnovno vprašanje, ki ga najpogosteje v knjižnici srečamo, je tudi najbolj raziskano, a je hkrati najbolj težko. V bistvu najtežje. A mi lahko daste eno dobro knjigo? Če pride in nekdo reče, a mi lahko daste takšno knjigo, kot sem jo že prebral, pomeni, da mi je že dal nekšno informacijo. In različne raziskave kažejo, da pri tem, ko želi dobro knjigo, išče tisto, ki v njem prebuja neke občutke, ki ga je z ničim nagovorila. In potem, če ne dobimo nazaj odgovora, ali tisto, kar smo priporočali, prebujalo čustva ali ne, tudi ne vemo, kaj naslednjič ponuditi. In bralec se ne rodi, bralca naredimo vsi skupaj. In tudi vzgledom, ne samo z govorenjem. In še nekaj je, ko rečemo, da danes ne beremo več dosti. Danes beremo veliko več, kot smo brali kadarkoli. Pa beremo drugače. In ja, mladi predvsem drsajo, ko berejo. In včasih rečemo, kaj pa sploh prenaša ta knjiga in ima kakšno čudno sporočilo ali pa je nevarna za mlade. Smo malo v odmoru govorili o tem, pa so problematične vsebine, ki jih prenašajo, pa tega ne bodo razumeli. Ne? Ampak če tole, kar sem se jaz tu zraven vzela in je v vijoličnem etuiju z razlogom, je pametni telefon. In če zelo mladim, zelo mladim, tam pri 3-4 letih že kupimo pametni telefon in ga damo v roke, smo jim dali dostop do marsikatere vsebine, ki še knjiga ne prenese. In zame je včasih pametni telefon z vsemi možnostmi hujši kot Ameriški psiho. In za mene Ameriški psiho bila ena knjiga, ki me je pregnala iz dopusta domov. Ker sem jo brala zvečer in po noči in je v meni prebudila izredno domišljijo in močna čustva in naše dopustovanje se je končalo prej, kot je bilo načrtovano. Tako da knjige imajo zelo različne učinke in zgodbe tudi, čustva pa tako se premikajo. In če sem rekla, da bom končala s poezijo in malo gledam tudi na uro, pa vidim, da še kar v še časovnici, ampak vseeno. Seveda, brez pavčka skoraj da ne gre, ne? Tam, kjer se nas dotika. In sem si označila 2 kratki, res kratki. Vsi dihamo isti zrak in vsem kri po žilah poje. A nihče ni nikomur enak in vsak je sam svoje vesolje. In tako je tudi s čustvi.
Ne? Zato je tako pomembno, da se zavedamo pomena čustev, da govorimo o čustvih, da čustveno pismenost, torej v teh dimenzijah, razumemo tudi pot do razumevanja, do dojemanja, do sprejemanja leposlovja, še v večji meri pa, da sprejmemo leposlovje kot zelo močno orodje, da spregovorimo o čustvih in s tem gradimo čustveno pismenost. In tista, ki je takšna za prvi poletni, jaz sem že v poletju, pomladni dan. Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. In čustva govorijo tudi o tem, da lahko prižgemo drug drugemu lučko, kdaj tudi s knjigo, kdaj tudi s priporočilom. In jaz sem prepričana, da skoraj vsak, ko kdaj bere kakšno knjigo, se spomni in reče, to bi pa lahko temu pa temu priporočil, temu pa temu bi bilo zanimivo. Ker ve, kaj ga nagovarja, kaj ga srka in kaj trka. Tako da, hvala. Hvala lepa doktorici Sabini Fras Popovič. Ob vsem, kar je bilo povedano, preprosto moram vprašati, a mi lahko daste kako dobro knjigo? Jaz mislim, da so vse tukaj tako zelo poletno naravnane in veste, kaj je zanimivo ob tem, ne? Ko včasih kdo reče, to pa je, jaz bi bral nekaj za poletje, ne? Zdaj, ker sem že tolikokrat v tem poletju, pa počasi se bojo začeli ti seznami. Tudi na poletnem branju in na tem tako imenovanem plaža branju je lahko zelo različno branje. Zato, ker izhajamo iz tistega posameznika, kaj ga nagovarja. Ne? Kar vse te lahko, ki so tukaj na mizi. No in nagovarjanje se mi zdi je kar ključna beseda, ali rdeča nit vseh predavanj. In tudi nagovarjanje vas, da zastavite kakšno vprašanje, seveda. Lepo prosim. Zdaj pozirava, ker naj jo slikajo. Sicer bom pa jaz vprašal, ob tem nagovarjanju, ob tem, kaj ljudi premakne, vse to je bilo omenjeno, tudi, da je to nekaj posledično dobra knjiga, če premakne z brca človeka, tako rekoč. Na drugi strani me pa zanima, kako pomembno je torej za knjižničarje, za tiste, ki priporočate v teh referenčnih pogovorih tudi informacija, da pa nekoga nekaj ni premaknilo, da je knjiga slaba. In ali te informacije sploh pridejo ven, ali je bolj ta pozitivna dikcija, se pravi, nekaj me je premaknilo. Ne. Seveda smo prej tisto, ko povemo, kaj nam ni bilo všeč. Ne? Se to funkcionira povsod tudi pri tem. Ne? In zelo pogosto pride do tega, da reče, hvala lepa, tu pa ni bilo v redu, ampak to je že pogum, ker ponavadi se to pokaže tako, da naslednjič, ko pride, izbere drugega knjižničarja za svetovanje. In to ne samo praksa, to potrjujejo tudi raziskave. Kaj pa torej te informacije, sicer je bilo omenjeno nekaj situacij, v katerih pride do prenosa, ali kako ne rečem, ampak koliko pa tudi knjižničari aktivno iščete te odzive same? Ali kar prihajajo do vas? To je zdaj, kako delujemo. Ne? Moram reči, da anglo-ameriški svet je pri tem malo bolj natančen, tako kot je pri spremljanju in vrednotenju vsega, kar počnejo. Pri nas pa moram reči, da praksa pokaže to, pa tudi nekaj raziskav, manjših je bilo na to narejeno, da tako bom rekla, kdaj veste in kdaj vemo knjižničarji, da smo svoje delo res dobro opravili. Mislite, da? Imate kakšno idejo? No, na koncu jaz postavljam vprašanja, vedno je tak. Ko pridejo nasmejani nazaj v knjižnico. Meseca decembra, veste, ko pridejo s čokolado pa s kavo, ne, to je tisto, kar je drugačne kot letna ocena ali pa ocena delovne uspešnosti. Dejansko se pozna ta vzajemen odnos, o katerem sem govorila in v katerem je veliko, veliko čustev. Več kot jih nekako ozavestimo, je gibalo tega, da nekdo bere, da prihaja v okolje, v katerem se dobro počuti, da je, jaz temu rada rečem, butična izposoja. Torej, da se mu nekdo posveti, da mu nakloni pozornost, da ga sliši, da ga vidi, da ga opazi. In zato včasih ni potrebno niti besed, ker tako
sporočamo več z neverbalno komunikacijo kot z verbalno. Ne? In ta občutek včasih premakne tudi nekoga, ki sploh ni bralec, ker vse veste, ne, kaj rečejo, če imate težave pri matematiki, nimate težave z matematiko, imate s profesorjem matematike. Ne? In podobna zadeva je tudi pri branju in pri dobrih in malo manj dobrih knjigah. Še čisto, a je morda kakšna res konkretna anekdota, ko je pa nekdo prišel do vas in delil nekaj z vami in potrdil vaše priporočila? Pozitivna ali negativna? Kakršnakoli. Zapomljiva. Koliko imava časa? Še imava časa. Ja, v redu. Zdaj moram malo pobrskati. Moram reči, da morda so meni posebej izziv premakniti v branje mladi športniki in športnice. Ker pač se veste, stereotipno smo nekako prepričani, da športniki tako ali tako ne berejo. Ne? Da edino, kar preberejo, je, če preberejo pogodba, ki jo podpišejo, ko pridejo tako daleč. Ampak v bistvu praksa izkazuje čisto drugo sliko. Vrhunski športniki in športnice so izjemni bralci, ker skozi proces treninga spoznavajo pluse branja tako leposlovja, ki jih umirja, ki jim usmerja fokus, ki jih umakne od enih stresnih situacij, do strokovnega gradiva, kjer dobijo informacije, preverjene informacije, ker zaupanje v knjižničarja in knjižnico je do te mere, da če dobim informacijo od knjižničarja ali pa iz knjige, ima vrednost vseeno večjo kot pa Wikipedija in podobne zadeve. In mlade, ne, torej tiste najstnike, tam zadnja triada, pa mogoče še prvi letnik srednje šole, za njih najti ustrezno knjigo, takšno, ki jih premakne, pa da to na prvo žogo ne vsebuje samo spolnosti, je zame bil največji izziv. In pokazalo se je, da bodo brali tisto, kar jim bomo približali na tak način, da se bodo počutili videne in slišane. Torej čisto preko osebne ga pristopa, s tem, da bodo imeli možnost in pravico reči, ne, to mi ni všeč in zaradi tega ne bo čisto nič narobe. Odlično, hvala lepa. Še, oziroma da parafraziram, a lahko daste kakšno dobro vprašanje? Samo ponovim za prenos, ali bralci raje posegajo po knjigah, ki v njih vzbudijo pozitivna čustva, ali je tu razmerje enakomerno? Jaz mislim, da je, pa tudi moje izkušnje, moram reči, takšne, da v tistem trenutku, ko nekdo nekaj potrebuje, pa morda niti ne ve, da to potrebuje, je vseeno, ali je to pozitivno ali negativno čustvo. Knjiga ga pač ne ugrabi ali pa posrka ali pa potegne vase. Včasih je fajn tudi to, daj preberi to, no. Mogoče bo pa dal kakšen odgovor. Nimam občutka, da bi se mladi izogibali težkim temam, ker to težke teme odrasli dodamo zraven. Ne? Moja izkušnja pa feedback, ki sem ga do sedaj dobivala in iz določenih krogov še ga dobivam, da je fajn, če lahko najdejo noter nekaj sebe. Ne? In tako kot je Tilka povedala, če dobijo nek zaključek, ne? Neko sporočilo. Jaz mislim, da z negativnimi pa pozitivnimi čustvi imamo več težav odrasli, kot pa ta mladi. Ne? Bolj vidim problem, če ni jezikovno korektna ali pa dobro napisana v tem smislu, da bodo mi prej prišli povedati pa rekli, gled, tu pa je bilo, ne vem, dvejca je manjkala ali pa kaj takšnega, ne? Kar je seveda iz nekega odnosa izhaja, ampak ne bi mogla reči, da bi se izogibali enega pa drugega. Ne? Je pa res tisto, kar posameznika nagovori in jaz mislim, da tudi čist nič ni narobe, če rečemo, da če knjiga ne steče, je ne rabiš brati. Bo prišel trenutek, ko te bo našla in ko jo boš prebral
in te bo nagovorila točno tako, kot te more v tistem trenutku nagovoriti. Zato je tako težko to vprašanje in je zame eno najtežjih vprašanj, dajte mi eno dobro knjigo. Ker jaz rečem, če hočem nekomu dati dobro knjigo, moram vedeti, kakšno kavo pije. Ne? Torej, moram nekaj vedeti, kaj ga premika in kaj ga srka. Srka, pri kavi in pri knjigah. Hvala lepa torej, doktorica, se opravičujem, Sabina Fras Popovič.